diskriminacijo, ki iz tega izvira tako imenovana ekonomska toksičnost, če hočete, to pri nas ni tako izrazito. Sem pa zelo prepričana, da so druge oblike diskriminacije, ki so veliko bolj zakrite in se jih je pravzaprav treba iskati. In ena od teh je gotovo tudi pridobivanje ustrezne zaposlitve. Jaz mislim, da bi se, če grem čisto od začetka, moralo za ljudi, ki so preboleli raka, poskrbeti že veliko prej. Se pravi, ne takrat, ko začnejo službo iskati ali ko so komaj naredili šolo, ampak že v ambulanti, ki jo je kolegica omenila, da se jih neke vrste, čeprav ima to negativen predznak, ampak poklicno usmerjalo in jim svetovalo, kaj lahko, kam grejo in tako naprej. Kar se tiče pregledov pred službo v medicini dela, se stvari izboljšujejo, ampak še vedno niso dobre, o tem ni dvoma. Namreč specialist medicine dela, kot veste, ima podpisano pogodbo z delodajalcem in njegova naloga je, naj bi odločal se o trajnih dela zmožnosti. Se pravi, da bi tudi predvidel, kaj se lahko z razmožnostjo določenega človeka glede na njegove bolezni zgodi v prihodnosti. Kar seveda je po mojem en precejšen dvorezni meč. Napredek dvorezni meč zaradi tega, ker je na eni strani pod pritiskom delodajalca, da sprejema v službo oziroma da pozitivno mnenje zdravemu človeku in je že to diskriminacija. Druga zadeva pa je seveda to, da če tega ne naredi, mu lahko sledi sodni postopek, kar se je že zgodilo. Se pravi, da delodajalec toži zdravnika, da ni sprejel v službo oziroma da je dal pozitivno mnenje za nekoga, ki je zelo hitro šel v bolniški stalež. In če mene sprašujete, je to, ampak jaz sem itak zagovornik tega, da bi zdravnik moral biti neodločevalec, kar je, govorimo o specialistu medicine dela, ampak svetovalec. In tega za našo zakonodajo seveda še nismo dosegli. Zboljšuje se definitivno vedenje oziroma znanje specialistov medicine dela, tako da je manj teh odločanj pod dvojko. Kaj pomeni dvojka? To je tisto, kar ste prej omenili, da ne napiše, da je pacient, ki je prebolel raka, nezmožen za delo, ampak je sposoben za delo pod pogoji. In tam pod pogoji, recimo, če napiše sposoben pod pogojem, da ni v kontaktu z karcinogenimi snovmi, s tem posredno pove, da je človek preživel raka. In mi smo seveda zaradi tega sklicali informacijsko pooblaščenko in jo vprašali, ali sme pod dvojko pisati in kako pisati. In definitivnega odgovora ni. Lahko si teoretični odgovor, ki smo ga dobili, predstavljate. Povedala je, da ne smemo pisati tako, da bi bilo mogoče razpoznati, za katero bolezen gre. Hkrati pa ni povedala rešitve, kako naj napišeš, da se to mimogrede, da ne sme delati s karcinogenimi snovmi, moraš napisati za vse, ne? Samo da ni to dvojka. Torej, kot vidite, je pot do tega, da bi bili ne samo ljudje, ki so preboleli rak, ampak tudi drugi popolnoma odrešeni te stigme bolezni, da bi se torej specialist medicine dela prelevil in postal svetovalec, nikakor pa ne neke vrste odločevalec, se bojim, da je še dolga. Bi pa seveda nekaj poudarila rada še, da bom skrčila, ker seveda ni bilo omenjeno tu, ampak je kolegica posredno omenila, in to je odgovornost naša kljub vsemu, da bolnike, ki so preživeli raka, ne zaposlujemo v industrije, ki lahko istega raka ali pa podobnega ali enakega, ali gre za enakega povzročitelja povzročijo. Namreč sploh še
še ni bilo omenjeno, in to je zame ena najhujših stvari, je, da naše industrije še vedno imajo zelo veliko karcinogenov, da nimamo nobene evidence o teh karcinogenih, s katerimi delajo, da ni nobene kontrole nad tem, kdo dela s katerim karcinogenom in da je znanje o teh snoveh izjemno pičlo, če lahko rečem, nikakršno. Torej, kot vidite, je problem večplasten in zahteva ne le zdravniško znanje, ampak znanje in zavzemanje cele